Drage dame in gospodje, dragi kolesarji in kolesarke, dobrodošli v zasliševalnici in tokrat imam na svoji desni enega čist posebenega gosta. Model je začel kot smučarski skakalec, potem pa je spoznal cestno kolo in dosegel vrhunske rezultate, kot so večkratne zmagovalce Vuelte, Giro d'Italia, več etapnih dirk na Tour de France in pa by the way tudi zlato na kronometru na olimpijskih igrah in še mnogo več. Je strasten in skrben oče, partner ljubeč in pa predvsem človek, ki se je s svojo skromnostjo, trdnim delom in pa valjda dosežki zapisal v srca ljudstva, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. Dragi moji, z mano je Primož Roglič! Hvala za lepo opis. Ja, malenkost, starostojen še v čas, da si vzel telih par minut zame in za moj kanal. Kolikor sem jaz počaščen, da si ti tukaj, si lahko tudi ti na nek način počaščen, ker si prvi specialkar na mojem mountain bike kanalu. Kar v redu, a ne? Vedno je biti dobro nekje prvi, ne? Tak da. Vedno je dobro biti nekje prvi, res je. Zdaj pa tako, začneva najprej s kratkimi vprašanji, ki so malo bedasta, ampak da te ljudje spoznajo na drugačen način, pa šibava malo v detajle. Najprej mi povej, ko se voziš s svojim avtom, katero muziko najraje poslušaš? Tisto, ko je na radio. Skromen model, kar se tega tiče. Okay. Opiš nam, kaj najraje ješ, ko si na dieti, ali pa pol, ko se lahko malo pregresiš. Veliko jem, tu bi lahko naštel, ampak dajmo reči, pica. Všeč mi je, tudi jaz sem pica, hamburger. Pica, hamburger, ne moreš faliti s tem, ne? Če bi lahko postal ena žival, katera žival bi bil in zakaj? Orel, da bi letel. Zelo lepo, kot smučarski skakalec. Ja. Ok, in zdaj še zadnja stvar. Dejva reči, Primož, da ti padci niso tuji. Kaj bolj boli, ko padeš na smučarskem skoku ali pa na kolesu? Ja, zdaj, kaj bolj boli, čisto odvisno, ampak kaj to bolj point je to, ja, da se vedno pobereš in se mi zdi, da je to tisto. Bravo, to star. Kar bi mogla bolj omeniti, ne pa bolečine samega padca. Točno to, vedno se treba pobrati in tera dalje. Tako. Še tole, ko kdaj pogledaš gorske kolesarje, a te kdaj zamika, da bi šel v kakšen gorsko kolo probati? Niti ne. Niti ne, cesta je kar to. Dovolj, ja, dovolj izzivov. Zdaj greva pa naprej v vprašanja. Se pravi, bil si smučarski skakalec, kako je na to nanesel? Kaj te je navdušil kot smučarskega skakalca? To je bilo dosti simpel, zato ker sosed je trener smučarskih skakalcev, pa kot mulca precej energije, nekaj ga je treba dati, ne? Yeah. Pa končaš v smučarskih skokih, ne? Kasneje pol je to, nisem bil tisto, kar sem želel biti, ja, sigurno najboljši. Tudi nisem bil toliko slab, ali pa, ne pa najboljši od najboljših in prodal motor, pa si kupil kolo. Spoznal si cestno kolo in potem začetki so bili se pravi v Adriji. Ja. 2 leti Adrije, ta ti je dala najbrž kaj, neko osnovo? 3 leta v bistvu, ja. 3 leta v Adriji? Ja. Tam si kaj spoznal v bistvu? Tam sem v bistvu spoznal, kaj to je cestno kolesarstvo, ne? Zato ker meni se tudi sanjalo ni, tudi nobenega nisem poznal, tako da se mi ni moglo. In kar je bilo, sem lahko videl Tour de France pa te dirke na televiziji, kako to izgleda. Vse je wow. In sem rekel, to je pa nekaj za mene, ne? To bi pa jaz bil, ker glavo, recimo sem imel vzdržljivost tudi, čeprav tudi nisem vedel, ampak se mi je zdelo, da sem dober v nekih vzdržljivostnih športih. In z Adrijo jaz sem dobil prvi vpogled, v bistvu, kaj to sploh pomeni. Zdaj, dirkanje, kaj so etapne dirke, kaj to je. Sem pa jaz, da te malo zmotam, jaz sem enkrat, par let nazaj, imel B reprezentanco smučarskih skakalcev in ko smo šli v klanc, sem že takoj videl, da so, kljub temu, da so prvič na kolesu, so res šponali v hrib. A je dejansko to res dobra baza? Kako to? Pa, to je po moje dosti simpel, zato ker so vsi lahki, ne.
To tudi jaz sem bil od štarta, ne, saj to, takoj, ko sem šel na kolo in ja, ko sem tu po Sloveniji vozil samo spone, jaz sem na klancu ali pa na tisti spon, ja, letel, ne, mislim, če je to, ja. Mi je bilo, ja, takoj dobro in sem takoj zmagoval in seveda me je takoj potegnilo. Ja. Potem je pa sledila profi pogodba z Jumbo Visma, Ja. ki si do njej ostal do lanskega leta, kar je kar dolga leta, ne? Ja, precej let, ja. Če se dotaknemo tega, ko si ti, a si imel pa Adria že plačo? Imel sem prvo plačo, se pravi 2013, Ja. 300 evrov. 300 evrov na mesec. 300 evrov, ja, so prvo pogodbo takrat z Bogdanom podpisala, Ja. pa še kar vedno isto, ne, ker Ja. sem mu rekel, da ne rabim nič, Ja. ampak samo kolo in možnost, da jaz to probam in res vidim, to je nekaj za mene ali ne. In ne, ja, on je še rekel, ja, ne, nekaj ti moramo dati in to je to. Bravo. In tak je bil štart. The best. In da mi pa povej, ko podpišeš, se pravi, prvo neko tako profi pogodbo, a si imel kakšne dvome, a si imel kakšne skrbi, kako se boš handlil s tujci, vsa potovanja, kaj je takrat šlo po tvoji glavi? Ne, nič. Prav ni? Ne, nič, zato ker se to nikoli nisem imel, ne, ker drugače ne bi nikoli začel, pa zdaj verjetno, ko poznam, kak je vstopiti v ta svet, mogoče ali pa sem ziher sploh ne bi vstopil, ne, ker kaj vse te čaka ali pa kaj vse moraš prestati, ampak če pa ne veš, ne, ali pa se sploh ne obremenjuješ s tem, pa preprosto narediš in greš, ne, in potem na tej poti v bistvu kar ti ta pot pol pripelje, izzive jih preprosto premaguješ in to je to. In zdaj sta še vedno pri Jumbo Vismi, povej mi, kdaj si pa ti sam pri sebi vedel, ok, dejansko sem dober in res lahko nekaj naredim v svetu. Kje je bil ta turning point, kje je bila ta prelomna točka za te? Približno. Ja, zdaj kaj to pomeni narediti nekaj v svetu, ampak po moje ta turning point je bil po moje na prvi Grand Tour, se pravi Giro d'Italia 2016, ko sem bil drugi za Domoleno v Apeldoornu na prologu. Tam je bilo ono, da sem prvič rekel, pišoka, pa še kronometer se znam pelati, pa lahko se pelem, ne, in ja, pol tam se je pa pol začelo, pa lahko neke stvari tudi delam. Pa glede na to, da si ti pol bil svež, pa to, pa greš noter, nekaj cajta nisi prva violina tima. Ko začneš dosegati neke te stvari, pol, a imaš občutek, da te začnejo tudi tekmovalci malo drugače gledati, ti imeti je kakšna dinamika noter malo drugačna rata? Ma ja, sigurno, mislim, se veš, kak je to zdaj, če pride nek skakalc, ne? Mislim, kaj predelal skoke, treniral, koliko cajta pa kolesarja, 4 leta, ne? Mislim, ti ko, okej, to je bilo rečva 2016, še vseeno precej drugačni časi, ker je skoraj 10 let nazaj, kot je sedaj, ampak zdaj so pa popci, ja, tudi 20 niso stari, pa so že v World Touru, se pravi, jaz sem takrat vstopil, sem bil že 27 let star. Ja. In ja, se jaz sem zdaj lahko, mislim, ko to je, ne, kaj ta tu dela, ampak pol pa kar hitro, ja, so spoznavali, ali pa, mislim, vedno sem si vse izboril, pa dokazal in ja, dobiš tudi spoštovanje ali pa mesto, hkrati pa tudi odgovornost, ki jo vse to prinese. Itak. In potem smo pa zdaj nekako čez vse te dobre rezultate smo šli in zdaj si kle. V tem letu 2024 si podpisal za Red Bull Bora Team. Kakšen, lepo jaz tako gledam, kot nek bivši športnik v downhillu, sem vedno imel željo, ali pa veliko željo, imeti Red Bull čelado. Kakšen je feeling? A veš? Ampak nisem bil tako dober. Ampak kakšen je feeling, v bistvu, ko podpišeš pol za nek Red Bull Team pa to? Vse smo šanso, pa bi tamle na dražbi smo ravno prodali eno Red Bull čelado, pa bi kupil, pa bi probal. Ali pa bi kar hitro ugotovil, kak je pa feeling imeti to čelado. Super je, čeprav ja tudi jaz, kaj Red Bull, ko omeniš Andreas Goldberger, ne, kot skakalci imel tako čelado, pa jaz bi si tudi takrat tako čelado želel imeti, ja. Na koncu sem pa kot kolesar. Vidiš, kako se s to čelado, ja. No, the best. Zdaj pa tako, če greva, dosegel si res veliko dobrih rezultatov. Če bi mogel izpostaviti ne 5 mejnikov pri tebi, kjer bi to bili, kar si najbolj ponosen? Ali pa deva reči 3, da ne bo 5 preveč? Ma ne bi sploh nobenega, mislim, da vedno vsaka situacija ali pa zmaga je nekaj posebnega, ne, in za vsako se treba posebej potruditi, ne. Zdaj, ja, saj imamo
statistike pa napisano, kaj je, ne, ena je olimpijada, eni so Grand Touri, eni so, ne vem, monument, karkoli, ne, državno prvenstvo, ampak tako kot sem rekel, čar tega je predvsem to, da se znaš znajti v kakršnikoli situaciji in vedno nekako probati prikazati svoj maksimum. Bravo. Če se dotaknemo tvojega kolesa, letos voziš Specialized, ampak ne bova šla samo na Specialized, povej mi nasploh, a imaš ti kakšne par stvari, na katere si najbolj občutljiv pri nastavitvi kolesa? Kaj mora biti poštiman? Zdaj sem že kar rečeva malo občutljiv, zato ker že furam par let kolo, ampak včasih mi je bilo pa malo to, da je, ne, nisem čisto vse tudi pogledal, ali je zid naprej, nazaj, gor, dol, rečeva, te zdaj že kar malo čutim, pa ja, sem občutljiv, mislim. No, želim vse, ne, tako kolo, ko je eno, želim imeti 5 ostalih isto, ne, do milimetra. Do milimetra natančno? Ja. Pa začutiš milimeter? Po to, kam... Kar, ja. Kar, ja. Ampak je pa, mislim, sigurno, zdaj to, da ko zvat ali pa to, pa bolj so pa... Placebo efekti pa to, a ne? Ja, je veliko stvari, ko igra vlogo pri tem, rečemo. Greva kar naprej, še proti koncu. Oče si, se mi zdi kot laiku, da takole z Loro sta res prekrupen par, funkcionirata krasno. Da mi povej, kaj ti pomeni njena podpora v teh takih težkih časih, kad to ni lahek šport? Mava borbo, ja. Tako vsi, ne, mislim, ne, družina je tisto, ali pa mi daje možnost, da v bistvu lahko jaz počnem to, kar počnem v tem delu, če tudi rečemo, ker tudi kolesar ne bom cel življenje, ampak saj upam nek del svojega življenja lahko, ampak otroci pa te stvari bojo pa ostali zavedno in da mi stojijo ob strani, ker preživim, če rečeva, saj letos brez vseh tekem pa vsega, saj 11 tednov na višini brez njih, se pravi potem pa še vsi Grand Touri ali pa tekme, ogromno časa, smo narazen, mesece in mesece in da mi dajo to možnost, da jaz lahko konec koncev živim svoje sanje ali pa delam tisto, kar sem dober, v tistem, kar uživam, sem jim res lahko izredno sem jim hvaležen. Ja, sodelovanje je ključno, tako da kapo dol Lori, a ne? Zdaj pa še takole, ne rabiš odgovoriti, če nočeš, ampak še vseeno malo grenkega preokusa je bilo takrat leta 2020, a ne? Kaj bi ti, bil si res bliz rumene majice, če greš nazaj, pa še vseeno, kaj si se naučil, kaj bi spremenil drugače? Sploh v bistvu ne razmišljam ali pa nimam nobenega grenkega priokusa, ker konec koncev to je bil maksimum, ki sem ga dosegel in za tem podpišem, za tem stojim. In kaj sem se naučil, pa tako na vsake dirki, vse en kup stvari se znova in znova naučiš. Tako na dirki kot v itak vsakdanjem življenju, ki jih probaš zboljšati, vedno hočeš biti neka malo boljša različica sebe. In to se mi zdi nekako je nam vsem lahko vsakodnevna motivacija. Bravo. In še za konec en nasvet, ki ga lahko daš mladim nadobudnim športnikom, ki te gledajo k Boga. Danes se mi že potalo nekaj. Zdaj si me pa dobil. Ne, predvsem to, da vztrajajo v tistem, kar so si zadali, da ne gledajo potem toliko na sam rezultat, tudi mogoče, ker rezultat je itak pol koncev neka posledica, ki se zgodi ali pa ne. In zelo, zelo daleč od tega, da pa želim, da bi pa zdaj vsi bili kolesarji ali pa neki vrhunski športniki, sploh ni potrebno, ampak predvsem to, da so pa dobre volje, da se smejo, da so optimisti, je pa nekaj, kar lahko poskrbimo sami, kako gledamo na stvari in da se borijo, mislim, iz dneva v dan grejo proti temu, kar so si zadali in uživajo. Bravo. Primož, jaz ful cenim ta tvoj čas, ki si ga vzel v tem natrpanem urniku. Hvala ti za vse. Pejče po Turmeno, ki si jo zaslužiš. In upam, da vam je bila ta epizoda všeč. Spremljite, lajkite, šerite in navijte za našega Primketa. Bravo!